Zdravo, z vami v virtualni učilnici Iva in moja pomočnica Emilija. Živjo! Tema današnjega videa je risanje kroga v perspektivi. Ko rišemo tihožitje, se srečujemo s problemom, kako narisati vidni okrogli del predmeta. Naprimer, pri moji vazi krog, ko ga obrnemo, se spremeni v elipso. Kaj je elipsa, si lahko ogledate v strokovnih učbenikih. Tudi za umetnika si je pomembno zapomniti, kako rišemo elipso. Prvo, kar si moramo zapomniti, je, da je elipsa popolnoma simetrična oblika. Pa začnimo risati. Narišemo ravno navpično in vodoravno črto. Označimo poljubno črko C. Uporabimo papirnat trak, da razdaljo CO prenesemo na drugo stran osi in jo označimo s točko D. Označimo točko A na navpični liniji. Točka A je vedno bližje k našim očem kot točka B. Po zakonu perspektive vse, kar je bližje, je večje. Vse pa, kar se oddaljuje, se zmanjšuje. Zato bo razdalja AO večja od razdalje OB. Pri točki C in D narišemo loke. Začnemo risati elipso. Bližjo stran poudarimo z udebeljeno črto. Opozorila vas bom na 3 najbolj pogoste. Prva je s špičastimi robovi, druga je z ravnimi linijami in tretja je v obliki ust. Z vajo bo elipsa postala lepša. Tako, danes ste spoznali eno temo več in sicer spoznali ste, kako rišemo elipso pod linijo horizonta in 3 najpogostejše napake. Sedaj se naročite na kanal, Postavite like in se vidimo kmalu. Divja!